Dober dan in lepo pozdravljeni učenci, lepo pozdravljeni učitelji na letošnjem festivalu jezikov, ki ga v letošnjem letu pripravljamo že 7. Letos smo mu nadeli pomenljiv naslov, in sicer kljub omejitvam smo z jeziki brezmejni. Zakaj pravimo, da smo brezmejni in zakaj pravimo, da smo z jeziki brezmejni? Če imate o tem kakšno misel, nam jo prosim zapišite v chat, v klepet, da bomo potem vaše misli in vaša razmišljanja pogledali ob koncu našega današnjega dogodka. Festival jezikov je nastal z namenom, da bi učencem, učiteljem, otrokom, čim večji množici ljudi jezike predstavili na igriv, mogoče hudomušen način, preko umetnosti, preko pravljic, preko ljudi odraslih, ki so se uveljavili že v naši družbi, pa so poligloti. Poliglot je naziv za človeka, ki govori 4, 5, 6, 7, 8 do 24 in tako naprej jezikov. Jeziki so fajn. Jeziki so super, z jeziki prestopamo meje, spoznavamo kulture, spoznavamo drugega boljše in spoznavamo boljše tudi svoj lastni materni jezik. Nekaj o festivalu jeziku, kako je bilo, ko smo se družili še v živo, si oglejmo v kratkem predstavitvenem filmčku. In s tem, ko se je iztekel naš film, ga nadaljujem z nekaj lepimi citati o tem, zakaj je poznavanje in učenje jezikov pomembno. Dajem vam jih v razmislek. Lahko o tem razmišljate ali seveda spet kaj napišete tudi v chat, v klepet. Meje mojega jezika so meje mojega sveta. Torej, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Kaj bi to lahko pomenilo? Kakšna modrost se skriva tu notri? Ali nov jezik ti odpira novo okno v svet? In še tale, zelo pomemben. Nikoli ne moreš razumeti enega jezika, dokler ne razumeš vsaj 2. In tudi jaz nisem sama v tem studiu, ampak sem v dvojini, lepi značilnosti slovenskega jezika. Z mano je gospod Matej Škorjak iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ki vas bo pozdravil in bo pozdravil tudi našo današnjo prireditev. Hvala, Mojca, za tele lepe uvodne besede. Najprej, drage učenke, dragi učenci, drage učiteljice, dragi učitelji, lep pozdrav še od mene. Sem z Generalnega direktorata za prevajanja pri Evropski komisiji, torej je moj poklic ukvarjanje z jeziki. In res vesel sem, da danes skupaj praznujemo Evropski dan jezikov, torej dan, ki je nekako namenjen jezikom. Lahko bi rekli neke vrste rojstni dan jezikov. No, pa da vas že kar takoj vprašam, da prebijemo tale internetni let.
ali res na današnji dan praznujemo Evropski dan jezikov? No, bodite hrabri, uporabite spletno klepetalnico in poglejmo, koliko veste o Evropskem dnevu jezikov. Seveda, če ne veste, boste kmalu izvedeli. Torej, vprašanje je, ali na današnji dan res praznujemo Evropski dan jezikov. Dovolj je, če odgovorite da ali ne. Torej, imamo že prvi odgovor osnovne šole Gorje, ki kategorično pravi ne. Še kakšen odgovor? Aha. Imamo še odgovor od Marjana, ki pa pravi, tudi on pravi ne. No, ali bomo imeli koga, ki pa vendarle misli, da pa je danes? Sedaj pa imamo nekoga, ki je odgovoril tako, da v bistvu ostalih odgovorov ne bomo potrebovali. Osnovna šola Šentjanž je odgovorila ne, praznujemo ta dan namreč v nedeljo. Čestitam osnovna šola Šentjanž, vaš odgovor je popolnoma pravilen. Torej, 26. septembra praznujemo Evropski dan jezikov. Naj pa v tem povem, da to ni praznovanje samo evropskih jezikov, ampak je nekako evropski poklon jezikom nasploh. Seveda z največjim poudarkom na jezikih v Evropi. No, zdaj vas pa še vprašam drugo vprašanje. Koliko mislite, da je jezikov na vsem svetu? Naj že kar takoj povem, da najbolj računam že takoj na osnovno šolo Šentjanž še enkrat, da se ponovno izkažete. Torej, vprašanje je, koliko je trenutno živih jezikov na svetu, torej jezikov, ki se še daj govorijo. Ni nujno, da so vsi zapisani, ampak da se uporabljajo. Mojca, prepričan, da veš, tako da ti ne smeš odgovoriti še, pa poglejmo, kako dobro ali vejo, ali pa ugibajo naši osnovnošolci. Gorje pravi 216, osnovna šola Gorje. No, poglejmo še koga. 120, na vsem svetu. Pogovarjamo se o živih jezikih po vsem svetu. Dobro. Kdo? Alenka Kalan, verjetno je to učiteljica, 260. Torej, pomikamo se počasi navzgor, smo že na 300, koliko? 345. No, da ne bomo sedaj vzeli vsega časa, kajti ob tem stopnjevanju, ob tem ritmu stopnjevanja navzgor, vprašanje, če bomo še v doglednem času prišli tja, naj vam povem, pravilna številka je, so me ustavili z režije? Učitelj 3 pravi 6000 do 7000. Pa naj še učitelj 3 pove, ali je to vedel iz glave, ali je tudi vešč Google iskanja. Torej, učitelj 3, odlično, čisto pravilni odgovor je, živih jezikov je 7097. Naj ponovim, 7097. Govorimo po vsem svetu. Torej, jezikov je res ogromno. No, sedaj pa še eno vprašanje, na katero pa morate izstreliti. Koliko pa je jezikov v naši širši družini, torej Evropski uniji? V Sloveniji imamo uradni jezik slovenščino, koliko pa je uradnih jezikov v Evropski uniji? Pa poglejmo, koliko boste dobro odgovarjali sedaj. Alenka Kalan pravi 26. Pri tem pa naj povem, da je v Evropski uniji trenutno 27 držav članic. Dobrovnik tudi pravi 26. Prosim, če ne plonkate med seboj. Aha. Osnovna šola Gorje 22. 3 odgovori 27. Torej, ti, ki so odgovorili 27, so verjetno sklepali ena država, en uradni jezik. No, naj vam takoj povem. Poglejte, ravno kar sem dobil informacijo iz režije, da je osnovna šola Šentjanž odgovorila 24. Bi prosil režijo, da se daj malo zaustavijo osnovno šolo Šentjanž, če ne bodo odgovorili pravilno na vsa vprašanja. Še enkrat, čestitamo, res je, uradnih jezikov v Evropski uniji je
2024. No, pa če se vrnemo, zakaj pa je pomemben Evropski dan jezikov? Takrat se namreč spomnimo pomembnosti jezikov in njihovega učenja. Torej, sedaj ste vi v osnovni šoli, nekateri še na sredi osnovne šole, nekateri jo že zapuščate, nekateri ste se v osnovni šoli večkrat vprašali, ali bom vse to znanje, ki ga dobim v osnovni šoli, res rabil kdaj v življenju. No, glede jezikov ste lahko sigurni, prepričani, da vam bodo jeziki prišli zelo prav. Svet postaje vedno bolj povezan, tudi vaša radovednost bo vedno večja, silila vas bo zunaj meja Slovenije, že sedaj prek interneta v bistvu spoznavate v svet in to v najrazličnejših jezikih. Zatorej, učenje jezikov je zelo pomembno. Naj pa ob tem povem, da ni pomembno samo učenje tujih jezikov, ampak je pomembno tudi zavedanje lastnega jezika. In toliko bolj to velja v Sloveniji. Poglejte, 7097 jezikov, en izmed njih je tudi slovenščina. Slovenščino pa govori samo približno 2 milijona ljudi. Zato je toliko pomembneje, da se zavedamo njenega pomena in skrbimo zanj. Jezik, kakšen je pomen jezika, poleg tega, da nam omogoča pri sporazumevanju, da nam pomaga, ko gremo v svet, da se lažje vključimo v družbo in nekateri izmed vas poiščete tudi poklica tam, pa je jezik tudi nek zelo lep prenašalec kulture, kulturne dediščine. Kajti jezik odraža toliko nekih lepot, zamisli, dejansko res zgodovinskih, tudi kulturno-zgodovinskih odtisov časa. Torej, jezik je lep, danes torej praznujemo Evropski dan praznikov, Evropski dan jezikov. In jaz na tem mestu želim vsem, da se boste lepo imeli, da se boste kaj koristnega naučili. Jaz sem prepričan, da se bomo tudi mi tukaj veliko naučili od vas. In sedaj predajam besedo Mojci in vam pa še maham in vam želim res lep dan. Hvala lepa za tale lep uvod, poučen tudi in malček tekmovalen, animacijski. Ja. Tako, naj vam povem, učenci, da Matej govori 10 jezikov. No, ne vseh odlično, ampak... Ne vseh odlično, pa vendarle sporazumevaš pa se v njih, a ne? Recimo, ja. Ja, in da pojasniva še, z Matejem se v teh letih sodelovanja, ko Evropska komisija podpira in pomaga organizirati festival jezikov že nekaj let, se tkajo seveda tudi nove vezi, nova prijateljstva in tako sva midva z gospodom Matejem nekje vmes na tej poti prišla tudi na Matej in Mojca. In upam, da bo najino sodelovanje res še trajalo. Sem prepričan. Tako, zdaj pa vprašanje. A veš in ali veste vi učenci v šolah, da v Afriki obstaja jezik, v katerem poznajo za barvo zelena 16 različnih besed? To je pa res zanimivo. A ne? In tudi, kako je videti vse te barve, ker ko nekaj poimenujemo, to tudi vidimo. Mi naprimer vidimo samo zeleno, svetlo zeleno, pa temno zeleno, a ne? Pa malo modro zelene, pa še kakšen odtenek, ampak 16, to je pa že lep zalogaj. No, in to je recimo lep primer tega, kaj jezik vse sporoča o nekem narodu, o neki kulturi. Sedaj si me spomnila, da recimo severni narodi poznajo pa recimo, pa si ti vedela, da poznajo 100 izrazov za sneg? Ne. No, vidiš, da ti vrnem žogico. No, to samo pomeni, koliko je recimo sneg prisoten tam, koliko je celo pomemben, tako da narod, ki je v stiku s tem, prepozna vse te neke nijanse in preko jezika potem lahko ugotovimo, kaj je za nek jezik ali značilnost, ali pomembno in tako naprej. Ko smo že ravno odpotovali na sever, pa še malo tam ostanimo. Eskimi recimo imajo različne besede za prijateljstvo in za ljubezen. Ne poznam tega jezika, ampak zelo zanimiv pa mi je izraz za tisto stanje, ko imamo nekoga radi, ampak ne tisto čisto radi, ne bi mu čisto zaupali. V prevodu ta beseda ali ta izraz zveni: rad te imam, ampak tjulenjev
ne bi šel lovit s teboj. Kako? Rad te imam, ampak tjulenjev Aha, ne bi šel lovit s teboj. zanimivo. Ja, ker na tem lovu seveda dolgo časa sediš, dolgo časa čakaš skupaj in potem, ko tjulen pride, je treba znati, je treba eden drugemu zaupati in tako naprej. A ne? Lepo. Ja, bližje naši deželi pa je Grčija. V Grčiji poznajo 6 izrazov za ljubezen. Jih poznaš? Še enega ne poznam. Še enega ne. No, Grščina takole. žal ni med temi jeziki, ki jih govorim. Eden od izrazov je eros. To je tista strastna ljubezen. To pa poznam. Eros Ja, in besede thanatos. poznamo. Ja. Potem filija, ki označuje globoko prijateljstvo. Pa ludus, igriva ljubezen. In agape, ljubezen do vsega, do vseh. In potem sta še 2, ampak da ne bomo predolgi, toliko kot zanimivost. Mi pa gremo naprej, trenutek, do prvega posnetka. Ja, do prvega posnetka, ki so nam ga poslali učenci osnovne šole Šentjanž ob Dravi. In sicer so poslali pozdrav v več jezikih. Poslušajmo. Pregovor pravi, več jezikov znaš, več veljaš. Vsem, ki ste se odločili, da se boste poleg maternega jezika naučili še katerega, čestitamo. Lepi pozdrav iz osnovne šole Šentjanž pri Dravogradu. Naša škola je oddaljena 6 km od avstrijske granice. U našu školu dolazi 231 učenik ili učenka. Dobar dan, moje ime je Belmin. Govorim engleska, govorim još slovenski jezik i moj bosanski jezik. Празнуємо 26. септември 800 мільйонів у Європі, що живуть у 4-7 державах света Європи, се учать много язиків. Hallo, wie geht's? Danke, gut. Und wie geht es dir? Auch gut, danke. Tschüss. Bis bald. Hello. Hi, How are you? I am good, thank you for asking. Do you like English? Yes, I do, because it's fun. Okay, have a good day. You too. Bye. Mirdita, jame smjali, vinga Kosova, je to na Sloveniji. Prveč drugo stime šip, dime folju slovenisht, germanisht dhe anglisht. Lijep pozdrav, ime mi je Aleksandra. Lani sam počela se učiti slovenski jezik i njemački. Engleski pričam, srpski i želim ti lijep pozdrav. Najlepša hvala za ta lep pozdrav učencem osnovne šole Šentjanž ob Dravi. Za vas vse ostale pa vprašanje, koliko jezikov ste slišali v tem posnetku? Napišite v klepetalnico. In še, katere jezike ste slišali v posnetku? Tudi to zapišite v klepetalnico. Trenutek počakam na odgovore. 5 Odgovori so 5, 7, 6, 6, 7. V redu, zdaj pa katere jezike ste slišali? Pri učenju jezikov je namreč pomembno pozorno poslušanje. Tako kot nasploh v življenju. Če pozorno poslušamo sogovornika, ga poslušamo z ljubeznijo in slišimo več kot takrat, ko poslušamo samo površno. In če v šoli poslušamo pozorno, ko se učujemo tujega jezika, potem nam doma ostane manj dela. Tako da predlagam, da pozorno poslušate. Imamo že kakšne odgovore? Srbščina, bosanščina, angleščina, nemščina, hrvaščina, albanščina. Nekdo je slišal tudi rusko? Krasno. Dobro ste napeli ušesa, lepo ste slišali in vaš slušni spomin je odličen. Zdaj pa gremo naprej k sosedom. Mislim, da če bi vas zbudila o polnoči, bi znali našteti vse sosedske jezike oziroma jezike sosednjih dežel naše Slovenije.
In enim od sosedov gremo zdaj. Lep pozdrav Julijani Lapoša pošiljam v Budimpešto na Madžarsko. Hi. Hello, Julijana. Hello, everybody. How are you? Hello. Thank you. I think we are all very fine. Amusing. We are having amusing time. Mia, in music time, I will play a very, very happy song from Hungary. It's about the vintage, it's about the grape. So I hope you will enjoy it. Okay, just a minute. Julijana Lapoša je glasbenica iz Madžarske, je tudi kulturna mediatorka, je umetnica, ki gostuje po celem svetu z svojimi pesmimi ali z svojim ansamblom ali dvemi ansambli. Je velikokrat na gostovanju tudi v Sloveniji, pa v Franciji, bila je tudi v Indiji, dela z otroki in z učenci in uči violino tam, kjer je doma. Tako, zapela nam bo madžarsko pesem o jeseni, o grozdju in o temu, kakšno čudežno moč ima sok, ki iz grozda priteče. De nincsen kenyere, van vörös hagyma a tarisznyába, keserű magába, szolga legénynek, hely a szegénynek, de kevés vacsora, szolga legénynek, hely a szegénynek, de kevés vacsora. Great, thank you very much. Hvala lepa. How do we say hvala lepa in your language, Julijana? Köszönöm. Köszönöm. Or köszi. It's shorter. Köszi. Okay, thank you. So now you have one more song for us, yes? Yes. Or Naslednja pesem bo pesem, ki jo pojejo ljudje oziroma pojemo ljudje na tej strani in na oni strani slovensko-madžarske meje. Julijana je namreč izdala zbirko pesmi, madžarsko-slovenskih ljudskih pesmi za otroke, ki jo lahko najdete na spletu in si jo tudi snamete. Povezavo bom poslala vsem šolam, ki ste danes prisotne na festivalu. Zdaj pa Julijana in naslednja pesem, mislim, da jo boste prepoznali. Melodija je namreč zelo popularna in priljubljena tako pri nas kot na Madžarskem. Na zeleni trati sva se srečala, ona mi je rekla, da me rada ima. Julika, ona mi je rekla, da me rada ima. Zöld erdőben járni, jaj de kellemes, oda csak az mehet, aki szerelmes. Én is az vagyok, az is maradok, annak adok csókot, kinek akarok, de én is az vagyok, az is maradok, annak adok csókot, kinek akarok. Thank you, Julijana. Thank you so much. In zdaj še ena kratka melodija, ki jo ima Julijana za nas. Za to melodijo pa bomo vstali. Vstanete, umaknete stole. Ples poznamo tudi na Slovenskem. Pri nas se imenuje rašpla, na Madžarskem, tako kot bo predstavila melodijo Julijana, pa se imenuje hipi hupi ples. Ja, hipi hupi. 1, 2, 3. Hipi, oh hipi, oh hipi, hupi, hupi.
Thank you, Juliana. Thank you for visiting us on our festival. Thank you so We are much. looking forward to meet you again. It was okay. So please, how do we say goodbye in Hungarian language? Maybe Viszlát, it's more official. Viszlát, but szia. Szia. See ya. Thank you very much. Bye bye. Tako, upam, da ste ples prepoznali, kljub temu, da sem preskočila po nesreči, priznam, podrobna navodila za ta ples. Rašplo ste plesali že v vrtcu, pa potem v nižjih razrednih osnovne šole, morda pa jo plešete pri vas tudi na veselicah. Zdaj pa gremo naprej k naslednjemu posnetku, ki so ga prispevali učenci osnovne šole Oskar Kovačič. In sicer bomo spoznali jezik, ki ga v naših krajih ne slišimo prav pogosto, je pa zelo lep. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Janice at ako po ay 11 taong gulang. Pozdravljeni, ime mi je Janice in stara sam 11 let. Ako po ay nagmula sa Pilipinas. Prihajam iz Filipino. Meron pa akong 2 nakababatang kapatid na lalaki. Imam 2 mladsyaga brata. Ang mga paborito ko pong gawin ay mag-drawing, umawit at sumayaw. Yes, nairayari siyang poem in play siyam. Ako po ay nasa 5 grado at ang paborito ko pong klase ay matematika. Ходимо 5 разред in moj najljubši predmet je matematika. Tako, to je bila učenka iz osnovne šole Oskarja Kovačiča, ki nam je predstavila filipinski jezik. Naslednja gostja je študentka, mlada igralka iz Ljubljane, ki pa je svojo življenjsko pot po zaključeni gimnaziji nadaljevala najprej na šoli za petje v Londonu. In ko je končala tam, je sklenila, da to še ni vse, kar lahko vzame od življenja, kar se lahko nauči, in je odšla še na igralsko akademijo v Moskvo. V Moskvo pošiljam en lep pozdrav Ali Hanen Eloizi. Živijo, lep pozdrav iz Moskve. Pozdravljena, Alja. Kakšno je vreme v Moskvi? Deževno. Deževno. Ja. V redu. Tudi pri nas je bolj mrzlo zadnja 2 dni, ampak tule, kjer poteka festival, je veselo, je pisano in je toplo. Super. Povej nam, Alja, koliko jezikov govoriš? 6. A jih lahko našteješ? Lahko. To so angleščina, francoščina, ruščina, arabščina, slovenščina, srbo-hrvaščina in razumem tudi poljsko, čisto malo špansko, italijansko. Ampak to bolj zato, ker sta zelo podobni francoščini, italijanščina in španščina. Torej si pravi poliglot. Vmes smo slišali arabščina. To je pač neka posebnost, pri kateri naša ušesa zastrižejo, saj ne govori veliko ljudi arabskega jezika, recimo v Ljubljani ali v Sloveniji. Kako to, da govoriš arabski jezik? Zato, ker je moj oče iz Alžirije. Zato on v bistvu že odkar sem se rodila z vsemi nami otroci, še 2 brata imam, je govoril in še zdaj govori arabsko. Zato sem v bistvu tudi odraščal. Tvoj svet je širši in večji. Kako? Tvoj svet je širši in večji.
A zaradi tega jezika dodatnega? Ja, pač z vsakim jezikom zrastemo. Ja, definitivno. Tako. Še nekaj me zanima, ko si šla v Rusijo, si že znala ruski jezik ali si se ga naučila tam? Na gimnaziji sem se 2 leti učila ruščine, ampak to je bilo samo enkrat na teden in to je bilo ravno toliko, da sem usvojila neke osnove gramatike, teh osnovnih izrazov. Največ sem se pa res naučila, ko sem bila tukaj, ko sem morala nekako preživeti v ruskem okolju s komunikacijo v ruščini. Tako da največ sem se vseeno naučila tukaj, ker šele takrat, ko si v okolju, začneš uporabljati to, kar si se naučil pri pouku, v glavi, v možganih, si prav sestavljaš fraze in potem se kmalu navadiš in steče. Tako je, drži. Zdaj pa že komaj čakamo, da bomo slišali zven in melodijo ruskega jezika. Zrecitirala vam bom pesem Kajeta Nakoviča, ki pa je prevedena v ruščino. Kako naj rečem svetu? V ruščini pa zveni tako. Как мне сказать этому миру, что он будет моим? Как мне сказать ему, что я жажду его целиком, сейчас и навечно? Как мне сказать ему, что его ничуть не убудет, если я возьму лишь немного, только одну зарю самого краешка утра, а все другое оставлю? Пусть и дальше сверкает нетронутое, и пусть дальше сверкает нетронутое. Evo. Krasno je bilo tole poslušati, kot bi poslušal eno nežno melodijo. Tako kot pri nas v Sloveniji, so tudi v Rusiji ljudje zelo povezani z tradicijo in svojimi pesmimi, svojimi plesi, svojimi pravljicami. In vem, da imaš pripravljeno tudi eno kratko ljudsko pesmico. Drži? Ja, drži. Ta pa se imenuje Ja v sadočke bila, kar pa pomeni jaz sem bila na vrtu. Ja v sadočke bila, ja cvetočki rvala, ja cvetočki rvala, ja vinočki plila. In potem se še nadaljuje, še v naslednjih kiticah. Govori pa o tem, da jaz sem bila na vrtu, nabirala sem rožice in sem ustvarjala take venčke za na glavo in tako naprej. Potem cela zgodba še sledi. Krasno, zdaj pa mislim, da krasno, to ni samo krasno, to je več. Alja, очень хорошо. Это прикольно. Молодец. Bravo, res. Ruščina je tudi priljubljen jezik Mateja. Res je. Res je, ja. Tako. Alja, mi pa bi te prosili, da nam predstaviš še arabski jezik. Ja, vam bom predstavila 10 številk v arabščini, od 1 do 10. Pa, če otroke zanima, lahko ponavljajo za menoj. Pa bomo začeli. Wahed, številka 1. Ithnen. Thalatha. Arba. Hamsa. Sitta. Saba. Themania. Tisa. Ashra. Kot ste verjetno slišali, arabščina ima čisto drugačne zvoke. A ne? Lahko še enkrat ponovimo, če je otrokom zanimivo. Ja, na vsak način. Ok. Pa poskusite ponavljati za menoj zvoke, ki jih jaz tudi sama rečem. Naprimer A, tak iz grla. H-je boste slišali različne tudi iz grla. Pa gremo še enkrat. Wahid. Ithnen. Thalatha. Arba. Hamsa. Sitta. Saba. Thamania. Tisa. Ashra. Tako.
Krasno. Najbrž bi morali še parkrat ponoviti, predvsem zato, ker ima arabščina neke druge glasove, ki jih mi nismo navajeni. Res je. Ja, hvala za to lepo predstavitev, Alja. Želim ti vse dobro v Moskvi, veliko uspeha kot mladi igralki, kot perspektivni pevki. Snemaj še veliko pesmi, objavljaj jih na YouTubu in pridi kmalu v Slovenijo, da se srečava v živo. Hvala enako. Lep pozdrav. Paka, do svidanja. Do svidanja. Zdaj pa gremo k naslednjemu posnetku, ki so ga pripravile 3 učenke osnovne šole Oskarja Kovačiča iz Ljubljane. Če je Alja odpotovala iz Ljubljane v Moskvo, torej v Rusijo, pa so te 3 učenke pripravile posnetek, v katerem se učenka iz Rusije pripravlja na pot v Slovenijo in ima pri tem eno zelo specifično vprašanje, eno veliko skrb. Prisluhnimo. Hi. Привет. Hello guys. How are you doing? Good. We're doing good. I'm doing good. That is хорошо. Yes. So, how are you? Oh, I'm doing хорошо. That means good. Huh. So, guys, thank you for calling. Я хотела ask you. Since I'm moving to Slovenia next week, I wanted to ask you about what do you guys do in school? Like, what do you have uniforms in school? Because in Russia we have really ugly uniforms, and I don't like that. So I wanted to know, what do you guys have? No, we don't have uniform. We wear clothes like whatever we buy and want. Yeah. Oh, so you can go to school in pajama. No, sadly. Oh. But there are a few rules, like you can't wear your hood up and stuff. But you can wear basically whatever you want. Takole, pri tehle novicah se bomo odločili, da gremo naprej. Ta 3 dekleta so zelo hudomušna, življenje jemljajo z vseh strani in nismo vedeli, da imamo med nami take šaljivce ali pa osebe s tako pomembnimi predniki. Hvala, osnovna šola Oskar Kovačič. Jaz pa med nami pozdravljam gospoda Romana Demirja. Roman je strokovnjak, je tolmač slovenskega znakovnega jezika in mislim, da vam bo tudi sam povedal, da ne obstaja samo slovenski znakovni jezik, ampak da ima vsak jezik pravzaprav svojo tudi znakovno govorico. Za tiste, ki še morda ne veste, kaj je znakovni jezik, to je jezik rok, prstov, gibov, gest, takrat, ko usta utihnejo. Dobrodošel, Roman, med nami. Super, hvala. Mojca, dober dan, dragi otroci, upam, da me slišite, dvignite roke. Super, odlično. To, da se na kratko predstavim, jaz sem tolmač slovenskega znakovnega jezika. To pomeni, da jaz spremljam gluhe osebe in se pravi, ker seveda gluhe osebe ne slišijo in jaz pomagam pri komunikaciji, tako da prevajam iz slovenskega jezika v znakovni jezik. Ja? Obstaja več znakovnih jezikov, vsaka država ima svojega, v Sloveniji imamo pa slovenski znakovni jezik. Pa danes bi vas jaz rad naučil enoročno abecedo, se pravi A, B, C, kako se pokaže v kretnjah, ampak mi morate obljubiti, da ne boste uporabljali te abecede za goljufanje pri kontrolnih nalogah pa pri testih. A obljubite? Ja? Ok, dobro, da ne bojo učiteljice pol hude name. A ste pripravljeni? Ja? Se bomo naučili, kako se enoročno abecedo pokaže, potem bomo pa še črkovali ime. A velja? Dobro, ok. Dajmo en aplavz malo, da se ugrejemo, tako roke dvignemo, tako gluhi zaploskajo. Super, kako ste pridni, odlično. Ok, začnimo s prvo črko. Se pravi, vedno kažemo s tisto roko,
s katero pišemo. Ja, če pišemo z desno, bomo z desno kazali. Jaz v tem primeru kažem z desno, ker pišem z desno. Dvignemo roko, naredimo pest, to je črka A. Ja, a vidite, otroci, odlično. A. Potem imamo B. Ja? Iztegnemo dlan, palec damo preko. Ja? A, B. Super. Potem imamo C. Ja? C, odlično. Ja? Potem Č, malo pomigamo. Ja? Č. A vidite, otroci? Č, ok. In D. Ta je pa malo težji. Vas bom naučil. Prvo dajte vse prste skupaj. Ja? Kazalec iztegnete in postavite tako, ja? Da ta kljunček gleda proti vam. Ja? Super. A gremo še enkrat ponoviti. A, B, C, Č, D. Super. Bravo. A gremo naprej, otroci, smo za? Gremo naprej? Ok, odlično. E, ja? Tukaj bomo pa prste pokrčili. E, a vidite? E, super. Potem imamo F, ja? G, ja? Super, bravo, kako ste pridni. H sta dva prsta, a vidite? H. In potem imamo I. Mezinček iztegnemo. Tako, ta je taka malo smešna, ko mezinček iztegnemo, ja? Evo, super, gremo še enkrat. E, F, ja, a vidite od strani, F, bravo, G, H, bravo, I, ok, pa gremo naprej. J, bravo, J, ja, tako. Potem imamo K, ja? K naredimo tako, da pokažemo V, pa vmes damo palec, ja? K, ok, K, super. L, ta je enostavna, ja, L. Potem imamo pa M, M. In N, sta dva prsta, ja? N, super, kako lepo kažete, N. Ok, saj smo že skoraj pri koncu. O, ja, O. Ok, in zdaj imamo eno tako težko, imamo P, P. Tako mišico moramo malo napeti. P, a vidite? Kazalec pa kaže naprej. Se pravi, kako se P pokaže, prste damo skupaj, iztegnemo kazalec in kazalec kaže stran od nas, ja? Proti tisti steni tam, P, ja? Odlično, ja? Se pravi, ne v nas, ampak tako, stran, P, ja? R sam prekrižamo prsta, ja? R, tako, a vidite? Ok, potem imamo S, ja? Kaj pa tole, kar sem prej pokazal? Katera črka je tole? To je črka A, ja? To je pa črka S. Zdaj pa ena smešna črka Š, sam zavrtimo malo, shake it like you just don't care, Š, tako, bravo. Potem imamo T, T, ok, ja? Super, odlično. Zdaj imamo U, kot da hočemo vprašanje vprašati učiteljico, vprašanje za učiteljico. V, damo prsta narazen, ja? V, bravo. Čakajte, joj, a sem jaz malo zamešal abecedo, a ne? Čakajte, kako je že, se pravi, T, V, U, ja, T, V, U, ok, in potem je Z, ja, Z. Kar narišemo, tako kot Zorro, tisti film. Z in Ž z dvema prstoma, ja, Ž, ok. Bomo zdaj sam še enkrat šli skozi abecedo, a velja? Enkrat bomo šli, bo pa mogoče kakšen od vas probal črkovati vaše ime. Ja? A čemo probati? Ja? Dajmo en aplavz še. Evo, super, bravo. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, bravo, bravo, še malo. I, J, K, L, M,
N, O, P, R, S, Š, T, V, U, Z in Ž. Ja, super, bravo, dajmo si en aplavz. Ok, kako zdaj se predstavimo v znakovnem jeziku? Ja? Predstavimo se pravi dober dan, ja? In potem damo roko tako, moje ime s palcem od leve proti desni in potem črkujemo. Se pravi, jaz črkujem svoje ime. R, O, M, A, N. Ja? A je še kakšen vinak, bi kdo poskusil pred kamero črkovati njegovo ime? Ja? Ok, kdorkoli, eden sam naj pride. Roman, ja? Oprosti, Ja, predstavitve imen otrok bova predstavila na kakšno delavnico oziroma na kakšen tvoj zelo bogat in zelo lep obisk v šoli. Roman namreč gostuje tudi po šolah. Oprosti, malo nas čas preganja. Ne, se opravičujem. Tako da midva oba veva, da bodo otroci imeli še priložnost še veliko se srečati z teboj ali z delavnicami, ki jih pripravlja Festival jezikov. Prav? Super, hvala otroci, hvala Mojca. Tebi. Ja, čau. Okay, lepo se nasvidenje, en lep pozdrav. Mi pa hitimo proti izteku našega festivalskega dne in sicer s posnetkom, ki nam ga je poslala čisto posebna šola, in ta šola je pravzaprav tudi naš gost tega festivala, zato ker jezikom daje tako velik pomen v svojem vsakdanu. Ne samo, da se učenci učijo in imajo priložnost učiti celo vrsto tujih jezikov pri pouku, pri krožkih in drugih aktivnosti, ampak imajo v svoji šoli, v svoji sredi tudi veliko število otrok, ki govorijo različne jezike, saj prihajajo iz različnih koncev sveta. Pripravili so nam zares lep posnetek, ki so ga pripravljali, zasnovali otroci sami, pomagal sestaviti pa jim ga jih je njihov učitelj. Tako da osnovna šola Kolezija in njihova jezikovna predstavitev, njihov jezikovni mozaik. Los argentinos toman té que se llama mate. Háceselo así, que en esto que se llama mate, pones yerba de mate y agua caliente y después pones solo esto que se llama bombilla adentro y lo tomas. Isto é pudim. Aparece muitas vezes em restaurantes portugueses, mas não é do pacote e não é o que estamos normalmente habituados, porque contém a mesma quantidade de ovos, açúcar e leite. Do açúcar é 650 gramas. Danas ću vam predstaviti glukušu. Kaže se i kvrguša, u nju stavljamo začimbe, brašno, jaja i još par sastavka i morate probati, baš je dobro. Benvenuti in un mondo pieno di possibilità, dove le uniche limitazioni sono quelle che creiamo nella nostra mente. Salve, il mio nome è Nina Bocelli, ho 13 anni e parlo 4 lingue. Se riesco a farlo io, ce la fai anche tu. Eran suficientes para aguantar, llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad, las 4 paredes cayeron ya. Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá.
faire un discours. Eh bien moi, je vous dis, mesdames et messieurs, je vous dis immédiatement, je vais parler pour ne rien dire. Mais vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Eh bien non, parce que c'est trop facile, Quand moi, je n'ai rien à dire, je veux qu'on sache, je veux faire profiter les autres, je ne... Vous, mesdames et messieurs, vous n'avez non plus rien à dire, eh bien, c'est parfait parce que maintenant on en discute, on en parle. Me demander, mesdames et messieurs, si on ne va parler de rien, de quoi allons-nous parler? Eh bien, je vous... Ça fait rien, bien sûr. 2 fois rien, ça fait pas beaucoup. 3 fois rien. Avec 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Si on multiplie 3 fois rien avec 3 fois rien, eh bien, 3 fois 3, ça fait 9. Rien fois rien, ça fait rien. Ça fait rien 9. Ja učim 2 jezika. Zbog mojih korijena, veliko smo putovali po Europi i zato za mene granice nikad nisu postojale. I u vreme pandemije možemo da se družimo preko sporta i folklora. Laura i danas ćemo predstaviti nešto malo o ćirilici i srpskom jeziku. Primjer, ovo je knjiga napisana u ćirilici, ovo je knjiga s naslovom Boj na Kosovu, narodne pesme. Ovako izgleda ćirilica. A druga knjiga koju imam sa mnom je srpski rečnik posle reforme Vuka Karadžića. Nažalost je napisano u latinici, pošto nisam imala sa sobom u ćirilici, ali rečnik izgleda otprilike ovako. Još nešto zanimljivo o jeziku, piše se u ćirilici, kao što sam rekla, postoji i verzija može da se napiše i u latinici. Ima 30 slova, imaju za razliku od slovenačkog jezika, imaju 5 slova više, na primjer lj, nj, đ, đ, ć, to su tih 5 slova, ali više manje to. 絵を描くことが大好きです。一番好きなのはアニメを描くことです。今は日本に行けないけど、アニメを見たり絵を描いていると日本に行ったような気分になって嬉しくなります。Могу рассказать несколько фактов о России. В русском алфавите 33 буквы и пишутся они на кириллице, и Россия самая большая страна в мире. И, кстати, мы дома медведей не держим, еще мы не ходим постоянно в шагах-ушагах. И, кстати, еще один интересный факт. В России очень большие перепады температуры, из-за этого может быть летом даже под 40 градусов тепла. А еще у России очень много поясов и очень длинные реки. Einige Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Höre auf, darüber nachzudenken. Beginne deine Möglichkeiten aufzudecken. S tem lepim zaključnim stavkom učencev osnovne šole Kolezija, se pravi, potrudi se, da raziščeš svoje možnosti, prestopi meje, zaključujemo naš današnji festivalski program. Zaključno besedo pa predajam gospodu Mateju. Hvala. Ja, tako kot sem pričakoval, jaz sem se zelo veliko naučil od vas. Upam, da ste se tudi kaj vi od nas, od Mojce, ki je tako lepo vodila program in ga pripravila. Hvala, Mojca, v imenu komisije. Hvala tudi vsem vam, ki ste nas tako lepo spremljali in sodelovali. Sem najprej jaz mislil, da znam veliko jezikov, ampak ko vidim takole osnovno šolo Kolezija s 10 jeziki, vse dobro še tako naprej, ste na pravi poti in tudi vse ostale spodbujam pri tem. Tako da hvala še enkrat in lep dan.